Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa, še posebej prve lige Telemach. Ob Kamniški Bistrici v Domžalah odpiramo 11. krog državnega prvenstva. Domžale in Mura se bosta pomerila. Tako danes ni Pajiča, Mura ima celo od dovoljenega števila nogometašev, ki so lahko na klopi enega igralca manj. Jakupovič nevarno. 10 minut kasneje so Domžalčani že vodili, pa potem v 37. celo že s 3-1, toda sledil je preobrat, priložnost zdaj Klepača in odlična instinktivna reakcija Mulaliča. Sta Šušnjara in Kouter zabila po 2 gola, enega torej Kos. Mujan pa je bil edini strelec za Domžalčane, ki imajo veliko priložnost in vodijo. Strelec pa je Matej Podlogar. Tretji zadetek Podlogarja v dresu Domžal proti Muri. Prvi jasno v tej sezoni. Danes je za marsikoga, verjamem, kar precej presenetljivo dobil priložnost v začetni 11-terici. To, da izkorišča izkušeni Podlogar, vse skupaj v 29. minuti. Je po podaji Jakupoviča takole zadev. Šroler s predložkom in izenačenje. Tio Cipot je ekspresno odgovoril na domžalsko prednost in svojo dobro strelsko formo iz mlade reprezentance zdaj prenesel tudi na zelenice prve slovenske nogometne lige. Prvi njegov gol sicer v tem prvenstvu, takole po Šrolerevi podaji. Tio Cipot, ki je stekel proti bližnji vratnici. Tule Kovačevič odbijal pred naletom Beganoviča, pa strel Šrolerja. Tio Cipot je bil tam pred vrati. Še nevarno za domžalski gol. Tako je zaključil offside. Dvignjena zastavica stranskega sodnika z Bosno in Hercegovino. Tole zdaj priložnost za Jakupoviča. In tudi tega niso Domžalčani spremenili v zadetek, ko staja 1-1. Klepač lepo spušča žogo Kousu. Kous in to bo 11-metrovka. Kous je tule lepo preigraval, žogo poslal med nogama Šojsingerju. Tule bomo videli še enkrat. Velika priložnost, da Mura pride do popolnega preobrata. Tako strelja in še enkrat Mulalič. V Murin kazenski prostor, Jakupovič, dobra podaja, Durdov strelja gol. 2-1 za Domžale, Durdov je strelec in praktično takoj po izvedbi prostega strela je bilo jasno, da gre za še eno v nizu izvrstnih podaj Jakupoviča. Druga njegova asistenca danes, no tole pa je tisto, kar sem danes že omenjal. Na Durdova je vselej potrebno paziti, biti pozoren, ne glede na to, da danes... Kaj Cipot? Tole pa bo rumeni karton za Durdova. Bo se brez potrebe tule kresnil po nogi Kaja Cipota, ko je ta že šel mimo in Durdov si je priigral rumeni karton. Ja, preklical bo rumeni karton Bubek in pokazal rdečega domžalskemu napadalcu. Ne vem, kaj je zdaj večja neumnost, ali to, kar je storil Durdov, ali 11 metrov, ki je v tej sezoni zapravil Bobičanec, eno tako, kar precejšnje število zapravljenih 11 metrov. Šabanadžaj, priložnost in izenačenje, strelec je Mirlin Taku. V 94. minuti Mirlin Taku za izenačenje. Tam nekaj besednega dvoboja, mislim, da z Đurićem, ampak
Vse je v redu, Mulalić pa kar ne more verjeti, da bodo Domžalčani še enkrat, kot kaže, po prejetem zadetku v zaključku ostali brez polnega izkupička. Šabanadža je podal. Simon Rožman, 2-2 na koncu, dvakrat ste vodili, nasprotnik je zapravil najstrožjo kazen, pa vseeno ste zadetek prejeli v 94 minuti, nekako mešani občutki. Verjetno povejte nam, kako ste na koncu zadovoljni, nezadovoljni? Pa ne, jaz sem predvsem nezadovoljen, bom rekel, z igro. Mislim, da imamo ogromno rezerv. Niti prvi polčas ni bil takšen, kot smo ga sposobni. Bolj, bom rekel, bode to dejstvo. Je pač normalno roller coaster emocij. Pridemo na obranjeno 11 metrov, ko se vrnemo v igro in res nam ta, bom rekel, nogometnih segment nikako nas ne nagradi. Mislim, da je to že 5. tekma zapored, ki smo izgubili v samem zaključku, tako da nikaj, treba je, bom rekel, nadaljevati v smeri, katere smo si zastavili, vedeli smo, da bo težka, ampak kljub temu, kar se tiče same igre, nisem najbolj zadovoljen, na koncu, ko potegnemo črto, mislim, da je remi pravičen. Tista situacija v zvezi z izključitvijo Durdova, kako ste jo vi videli s klopi? Bilo je zelo daleč, tako da enostavno nisem videl po pogovoru s sodniki, da je bilo, bom rekel, zelo čista situacija in da je bil rdeči karton pravičen. Danes ste sicer dosegli 2 zadetka, ampak še kopica res izjemnih priložnosti, verjetno bo potrebno še malce podelati tudi na realizaciji. Ja, se strinjam, predvsem bom rekel 2 situacije v drugem polčasu, kjer smo bili res sami, bom rekel, pred vratarjem, da nismo zadeli, da bi mogoče se še bolj lahko sprostili v igri. Bom rekel, ogromno dela je pred nami, tega smo se zavedali, tako kot sem pa rekel, da generalno s tekmo mislim, da smo lahko nezadovoljni, predvsem iz tega, ker mislim, da smo sposobni odigrati veliko boljše. Damir Čontala, 2-2 na koncu, kot sem dejal že ti, 2-krat ste lovili zaostanek. Kako ste na koncu zadovoljni ob vsem tem, kar smo videli, glede na to, da ste tudi vi imeli 11 metrov pri izidu 1-1? Ja, zadovoljni smo samo s tem lahko, da smo na koncu izenačili. V bistvu, ko smo bili v knockdownu, da smo čist na koncu se vrnili oziroma rešili. Tudi fantu sem povedal, da sem ponosen na njih, glede na situacijo, v kakšni smo, pod kakšnim pritiskom smo. Da smo se vrnili po prvem zaostanku, imeli 11 metrovko, tudi Domžale imelo svoje priložnosti, to moramo biti realni, ampak smo imeli 11 metrovko pri 1-1, da obrnemo tekmo v našo korist in smo znova bili popolnoma na tleh, po zgrešeni 11 metrov, ki takoj dobili zadetek, čeprav smo imeli neko dominanco sploh v zadnji pol ure. Na koncu pa reševali točko srečno, spretno, ampak predvsem karakter igralcev, glede na to, da je ekipa popolnoma bila danes spremenjena, na novo postavljena, na koncu se moram pač zadovoljiti s tem. Damir, velikokrat rečemo bolj za šalo kot za res, zdaj bom rekel bolj za res kot za šalo, se boste malce bolj poigrali tudi s temi 11 metrovkami, zdaj je bilo zgrešenih že res preveč za Muro. Drži. Imam občutek, Mura je vedno bila odlična pri izvajanju 11 metrovk, tudi v spomladanskem delu sta Tomi in Bobi 5 ali 6 zaporednih 11 metrovk zadela tudi prej, predvsem Luka Bobičanec, sedaj pa smo od 4 11 metrovk 3 zapravili, oziroma če štejemo ono zraven Mirlinda Dakoja, ki jo je ponavljal v Murski Soboti celo od 5 11 metrov 4 zastrele. To je res katastrofalen učinek, morali bomo popraviti to, ampak vseeno, to je vseeno neki bolj splet okoliščin, imamo dobre izvajalce in sem prepričan, da bomo v prihodnje to bolje realizirali. Matej Podlogar, čestitke za zadetek, če se ne motim, vas že 51. med slovensko elito, lepe številke, kako pa ste danes generalno zadovoljni na koncu delitev točk, še eni zelo razborljivi predstavi med Domžalami in Muro? Ja, sigurno nisi zadovoljen, ker tekmo vodiš 2-1 in dobiš v zadnji sekundi oziroma ti pred koncem gol. Ne moreš biti zadovoljen. Ampak tako je, nimamo kaj, mi moramo gledati naprej. Imamo še veliko stvari, kjer lahko zboljšamo, nekaj so tudi dobre, tako da teh se moramo držati. Zdaj bomo pa videli, kaj nam bo naprej prineslo. Sigurno moramo tole odpraviti. No. To so stvari, ki nas veliko točk štejejo, pa mislim, da se jih da popraviti.
Kaj pa tale vaš zadetek, prvi v tej sezoni v državnem prvenstvu? Zdelo se je najprej nekoliko slabši sprejem, potem pa izjemno miren zaključek. Ja, tako se je zgodilo. Enkrat gre malo bolj močno, drugič tako da ja, važno na koncu, da je zadetek. Tijo Cipot 2-2 na koncu, lovili ste dvakrat zaostanek, uspeli ujeti Domžalčane, kako ste na koncu zadovoljni z rezultatom? Ja, konec koncev na tem rezultatu moramo biti zadovoljni, saj kot ste rekli, smo ga dvakrat lovili in tudi uspešno ulovili, tako da točka je dober izkupiček na tem igrišču na današnji tekmi. Pa še vaš drugi gol v sezoni, prvi sicer v državnem prvenstvu, v tem aktualnem, ampak nekako se zdi, da igrate vedno bolj napadalno, tudi z reprezentančnega tabora ste zdaj svojo strelsko formo prenesli tudi na klubsko sceno, ste zadovoljni? Ja, glede tega zadetka sem zadovoljen, da tudi iz tekme zabijam, moram pa še dodelati nekaj igri in potem bo to pika na i. Naslednji krog, Celje? Ja, vsaka tekma je za sebe, tako da zdaj sledi teden priprav na Celje in upam, da bomo tam dobili vse 3 točke.